Bi rekel, med našo mladino, med naše najmlajše, kajti poslanstvo je to, da se ohrani ta zadeva tudi v nadaljevanju in da imamo, bi rekel, na ta žalostni dogodek tudi en spoštljiv, bom rekel, odnos in spomin, kjer se vsako leto v čim večjem številu tudi srečamo. Vsa pohvala tudi vsem pohodnikom, tako bom rekel enim na krajši, bom rekel, razdalji, kot tudi drugim na daljši, ki so štartali že danes zjutraj ob 5:30 iz Vrhnike, kajti prav je, da tudi kot veterani ohranjamo psihofizično kondicijo, dajemo zgled tudi ostalim, da imamo še kaj drugega, razen samo, bom rekel, misel na orožje, na smodnik in na ostale, bom rekel, stvari, da ne bom predolg. Še enkrat dobrodošli na temu dogodku današnjemu. Še enkrat zahvala, bom rekel, vsem pohodnikom in pa vsem, ki se danes za svojo udeležbo potrdili, da je pravilna odločitev in da gremo v tej smeri naprej, da se družimo in ohranjamo spomin, bom rekel, na našo osamosvojitveno vojno, bom rekel, leta 1991. Hvala lepa. In negujemo tudi vrednote, ki so bile izpričane v dolgoletnem boju in prizadevanjih Slovencev za samostojno državo. Od generala Maistra in njegovih borcev za severno mejo do borbe slovenskih primorcev v okviru organizacije Tiger, narodno-osvobodilne borbe in seveda osamosvojitvene vojne 1991. Vsi ti zgodovinski dogodki so na koncu pripeljali do tega, da danes živimo v neodvisni, demokratični in samostojni državi. Upam, da jo bomo ohranili in da se nam nikoli več ne bo treba zanjo boriti z orožjem. Želim vam prijeten dan in druženje priditvi v nadaljevanju in upam, da se vidimo naslednje leto. Hvala lepa. Pozdravljam na govoru vabim Janeza Števarja. V tem mesecu in pa prihodnjem imamo veliko prireditev oziroma slovesnosti in podobnih zadev, ki spominjajo na leto 1991. Udeležujmo se jih, kajti te kažejo na določeno stanje družbe. Kajti, če mi tega ne praznujemo, če mi to opustimo, verjemite, da v nekaj letih bi država počasi pozabila na vse te dogodke, ki so se odvijali v čast oziroma v nastanek naše države. Tudi ta dogodek, kjer je umrl Toni Mrlak, je v bistvu neka simbolika, kajti iz tega je nastal en drug upravljalec helikopterja, njegov sin Tomaž Mrlak. Verjemite mi, da bi bil Toni izredno ponosen, ko bi videl v helikopterju Slovenske vojske svojega sina. A tega žal ni dočakal, kot tudi nekaj drugih, ki so padli v čast naše domovine oziroma obrambo naše domovine. Večina ljudi sicer trdi, zato tudi pozabljajo grozote, ki so sicer takrat se odvijale, kajti vojna je trajala le 10 dni, drži 10 dni, a nihče od nas, ki smo stopili v vojno, se tega ni zavedal, koliko časa bo trajala. Notri oziroma pod orožjem bi bili toliko časa, dokler se stvar ne reši. In tako je tudi prav, zato smo v srcu še vedno veterani, naše srce še vedno bije za našo državo. Le malce več poštenosti in solidarnosti je potrebno. Pa upamo, da bo tudi to čas prinesel. Pozdravljam na govoru, Slavko Štopiča.
V imenu organizacije Veterani 9091 mesta Ljubljana pozdravljam najprej predvsem člane družine Mrlak. Domovina se brani s cvetom in čebelo na cvetu, z makom in sončnico ter ptico v letu. Domovina se brani s knjigo in pesmijo o nebu, sestrino solzo in mamino brigo in tisto moko v kruhu. Domovina se brani z lepoto, s častjo in znanjem. Domovina se brani z življenjem in lepim vedenjem. Domovino je mogoče braniti z ljubeznijo, le z ljubeznijo. Ne brani se z puško, vojno, žrtvami in trpljenjem, temveč z veliko lepšimi stvarmi. Stvarmi, ki človeka naredijo človeku. Pripadnika neke sredine, neke domovine. To so morda narava, pesmi, družina, tradicija, čast in vzgoja. Ko se vse to premeša, se dobi prava borba za domovino. Dobi se tisto, kar zares lahko ohrani domovino zavedno. Ljubezen do domovine je velika inspiracija, da živimo, ko govorimo in pojemo o njej, z veliko straha, spoštovanja in dobrote. Samo take misli in besede lahko povedo o občutljih, ki jih domovina zbudi v nas. Občutenja so trajna in brezčasna.